Dobro jutro. Jaz sem dobil eno idejo. Kaj če bi jaz naredil top 5 avtomobilov našega kempa? Volvo XC90. O tem avtu pa že veliko vemo, a ne? Mercedes GL. Ja, tudi tale kravca je ena večjih, dražjih, pa atraktivnejših v kempu v tem trenutku. Porsche Cayenne. Fantje pa punce, zdaj pa jaz vidim že en trend. Zaenkrat sami športni terenci. Take dominacije ne morem dovolj, tako da se moram pa zdaj res potruditi pa najti če kaj drugega, a? Evo pa sem našel enega. Dost hitrega, pa vsem dost prijaznega Golfa GTI. Land Rover Defender. Jaz bom tako rekel, če se dela kakršnakoli lestvica, pa če je tale avto v bližini vsaj na 30 km, pa se mora na njej znajti. Se strinjamo? Med top 5 so torej 3 športni terenci, kar dobro nakazuje na to, kakšni avti se tudi drugače po večini po tem kempu vozijo. Častno omembo pa valjda dobi tudi Maserati, ki ga danes nisem našel, pa sem ga na vsak način hotel zraven dati. Dobro, pa še nekaj moram povedati. Dejstvo, da je v bistvu že druga polovica avgusta, ne pomaga, da je vozni park tega kempa malo krnjen. Zato, ker vam povem, če sem priješ v sredini julija, pa vidiš take marcine, tudi kakšnega Bentleyja sem že videl, ampak tudi ta izbor ni kar od muh. Ne. Mimogrede, vmes sem namesto GTI-ja med top 5 skoraj že vrsto eno Alfa Brero, ampak je bila bogareva že toliko zmahana, pa spraskana, pa doterana, da si ne zasluži tega. Tina, boš kaj povedala? Vsaj pozdrav vse skupaj. Lep pozdrav. Mogel na poskok. A veš, to so oni froci od arhitekta, ki ti pože grad, pa vse skupaj ni dost, moraš pa vasi začeti graditi. Ok, čas za vprašanje pa odgovore. Klemen Zrimc, tebe zanima, na podlagi česa se odločim, da potem avto predstavimo Komotar Minuti. Klemen, tako je, na Sjolovem Avtomoto portalu imamo v vsakem trenutku 2, 3, včasih celo 4, 5 ali pa 6 avtomobilov na testu. V Komotar Minuti se pa pač pojavil avto, za katerega jaz mislim, da bi bil zanimiv za vas. Iz kakršnega koli razloga, mogoče zato, ker je drag, ali zato, ker je zanimiv, ker se luštno pele. Skratka, avto ima lahko veliko enih faktorjev, ki vplivajo na to, da si ga ljudje želijo videti. Gregor Rom, ti si pa opazil, da jaz po noč malo spim, zato te zanima, koliko v povprečju spim na noč. Gregor, za začetek moram takole reči, veliko premalo. Ampak če bi mogel kakšen povprečje vsekati, recimo, da če je takole dober teden, da spim po 6 ur na noč. Ampak veliko večkrat se zgodi pa, da sam 5. Ali pa 4. No, ali pa 3. Tomaž Vodnik, ti si pa nekaj nakurjen, da bi si kupil enega od Meganov RS. Stari, takole ti bom rekel. Karkoli je do zdaj Renault naredil z oznako RS, je bilo dober zapeljati, dobro je izgledal, pa tudi kar v redu ceno imajo. Tako da nekaj dosti gruntati, če si še mlad, pa nimaš familije, pa se rad dosti na čvrsto voziš, si ga kar kup. Kjergakoli. Janko Rošec, tebe pa zanima, po kakšnem ključu zbiram lokacije, na katerih slikam avtomobile. Ne vem, kako ti tole povem, ampak recimo, da Ljubljano znam že kar na pamet. Ne, res jo znam na pamet. Vsaka ulica, vsaka stena, nova bajta, nova soseska, vse, kar se zanimivega zgodi, zgradi, poznam. Ker se že 12 leto svalkaš okrog, pa iščeš, ko budala, kje boš naslednji avto poslikal, si take stvari zapomniš. Drugače pa tako, če enkrat testiraš, pa potem še fotografiraš avtomobile, si ves čas na preži, tudi če v tistem trenutku ne fotografiraš, razumeš? In pol, ko zgradijo kakšen nov lep blok, ali pa ko prije kakšna nova škarpa, ali pa ko se odpraviš v kakšen nov kraj, pa je vse novo pa zanimiv. Stari, to pa kada bi prišel v Gardaland. Vsaj za fotografa avtomobilov. Vse je zanimivo, tukaj bi lahko slikal, tukaj bi ga lahko slikal, tam bi ga lahko slikal, wow! Mimogrede, Saša Kapetanovič, po fočki se če sva istih mislih. Nač, to je to za danes. Ravno kar sem ugotovil, da vse tistih gradov, pa vasi, pa nebotičnikov, pa vsega boga, ki je tukaj na tej plaži nastajal, sploh niso delali otroci. Ampak kar fotor sam. Lej to anakondo, no. Vidiš, kako je natančen? To je črka F, zelo lepa črka F. Malo sem se mogel malo pogovoriti z njim. Veš kaj, sploh ni arhitekt, ampak je voznik tovornjaka. To pa je preobrat v naši zgodbi. Vidiš, kaj piše? Fran, njegov sine. Pa sem ga pa vprašal, pa vi morate biti ene vrste umetnik. No, pa je rekel, veš kaj, jaz ne toliko, ampak moj brat pa res rastura. Jaz sam doma malo tako s knafom ustvarjam.